če pogledamo potek dogodkov in dejstvo, da smo imeli zadnje pol ure igralca več, bi si mislili oziroma vse v teoriji, da je točka premalo na domačem igrišču. Hkrati pa, če vzamemo druge elemente, kot je na primer moč trenutno in dinamika ekipe Rudarja, ki je v izjemni pozitivni seriji in ki ima v fazi napada verjetno najbolj kvalitetne igralce v ligi, pa potem dejansko ta element, da v zadnje pol ure nismo v sami ideji, v samem načinu pristopa do tega igralca več našli prave rešitve, potem nekako vseeno oblažimo ta občutek, da smo premalo vzeli v tej tekmi. Plan je bil nekako igrati, kot smo v prvem polčasu igrali, dokaj dobro zapirali nek prostor, prepustili neke priložnosti, ampak to je normalno v neki nogometni tekmi, kjer je bila dobra dinamika, da si ustvaril Rudar neke priložnosti. Hkrati smo bili pa mi zelo, zelo nevarni v nekih situacijah. In to je bil nekako plan tudi za drugi polčas. Seveda so se pa stvari spremenili in smo morali prevzeti neko vodenje te posesti, ki pa ponavljam, nam ni uspela najbolje. Seveda smo bili malce premalo aktivni preko bokov, kjer je se ekipa Rudarja izredno dobro zgostila in izredno učinkovito funkcionirala v samih dvobojih, tako da mi nismo ta prave rešitve našli in tudi do izrazitih priložnosti nismo prišli. Mogoče recimo v teh minutah tudi misel, da bi več tveganja probali izkoristiti tega igralca več? Vsekakor v moji glavi je bilo, mogoče si bi pa lahko vzeli nek rizik, pa postavili mogoče igralca bolj ofenzivno. Hkrati pa moramo razumeti, da ko se enkrat ekipa tako nizko postavi z 10, tudi sama postavitev enega dodatnega nekje v konici napada ne pomaga. Če ne pridemo skozi to žogo preko bokov, ali če nismo osobni v neki kombinatoriki prinesti to žogo v konico napada, potem ta dodatna številka v fazi napada nam ne pomeni nič. In po drugi strani, glede na to, kar se je dogajalo zadnje tekme, kjer smo 4 gole dobili na zadnjih dveh srečanjih in pa dejstvo, da imamo neko pozitivno serijo, ki jo želimo ohraniti in da nismo želeli tvegati neko kaznovanje naše neučinkovitosti v napadu, sem se raje odločil, da malce bolj previdno pristopimo do te končnice tekme.